Lepo pozdravljeni, dobrodošli tudi danes v mojo družbo. Moje ime je Lili Sorum in beseda bo tekla o ljubezni, o romantiki in o tem, kako lahko števila pri temu pomagajo. Pričeli pa bomo z eno manjšo zanimivostjo. 14.2. Valentinovo pravzaprav ni najbolj optimalen datum za ljubezen. 14 namreč je karmično število, ki ga povezujemo s tistimi ljudmi, osebami, situacijami, ki se težje vežejo, ki kar zelo radi odsvrajo drugam, kadar jim nekaj ni prav. Se pravi, tale 14 pravzaprav našim odnosom ne dela neke velike usluge. Vsekakor pa verjamem, da je Valentinova en lep opomnik, kako zelo smo si med seboj pomembni. Je pa včasih morda žalostno, da zato potrebujemo praznik. Torej, dajmo se zmeniti, da si bomo ljubezen, pozornost, naklonjenost, hvaležnost, da smo en v življenju drugega izkazovali vsak dan, ne samo na Valentinovo, in jaz verjamem, da bo učinek, če ne celo večji. Kako lahko numerologija pomaga pri ljubezni? Velikokrat, ko sem pričela z delom, me je večina vas spraševala, ali me mož vara, kdaj bom srečal ta pravega, katera je ta najboljša punca zame in tako naprej. Numerologija ni prerokovanje, nima kristalne kroge, z tega ne morem videti, predvideti, vedeti, pa tudi verjamem, da bi bilo morda dolgočasno, če bi že vse vedeli vnaprej. Razumem pa seveda, da ko smo nafrišno zaljubljeni, nas vse te stvari tako zelo zanimajo pred pa takoj. Torej, kje vam lahko pomaga numerologija? Pri razumevanju ujemanja in predvsem pri razumevanju sebe. Imamo 5 osebnih števil, jaz jih izračunam iz imena in priimka kot ob rojstvu, vedno kot ob rojstvu in z rojstnega datuma, in eno izmed teh števil se specializira točno v ljubezni. To ni rojstni datum. Torej, ko po internetu vidite neko ujemanja, ko govorimo o številih, seštevkih rojstnega datuma, govorimo o odnosih, ki so prijateljski ali poslovni, ko govorimo o romantičnih odnosih, o ljubezni, o tistih najbolj intimnih odnosih, kamor sodi tudi naš odnos samih do sebe, pa nas bo zanimalo število duše. Pa kar pojmo, a ste za? Število duše izračunate tako, da seštejete samo glasnike svojega imena in priimka kot ob rojstvu. Formulo imate tudi zdaj že na zaslonu, torej hitro vzemite svoje ime, priimek, izpišite ven samoglasnike, nič se bati, formula bo kar nekaj časa ostala na zaslonu. Samoglasnike izpišite, vedno je treba uporabiti ime in priimek kot ob rojstvu, se pravi, drage dame, dekliški priimek. Izpišete ven samoglasnike, pripišete njihovo vrednost in jih nato seštejete. Kot primer bomo seveda znova uporabili Ana Novak. Me prav zanima, če kakšna Ana Novak v Sloveniji spremlja moje oddaje, kajti kar veliko izračunov in razlag svojega imena je tako že prejela. Poglejte, torej samoglasnike izluščite, spremenite v številke in seštejete. Če je bilo to morda prehitro, naj vas opomnim, da jo oddajo si lahko še enkrat pogledate tudi na mojem YouTube kanalu, pa si jo morda še za koga drugega zračunate, ne samo za sebe. Mi bomo zdaj naredili pregled števil od 1 do 9, kaj katero število pomeni, kakšnega partnerja potrebujemo, kakšen partner smo in kako si pomagati, če imamo na drugi strani osebo s tem številom duše, s katero se ne razumemo. Pa pejmo. Enke. Število duše 1 je odločna oseba, je oseba, ki v partnerstvu tudi podobno potrebuje odločno osebo. Seveda pa, kot vemo, vsako število je lahko zrelo ali nezrelo in tiste osebe, ki imajo tudi sicer mnogo energije števila 1, naj vas spomnim, 5 osebnih števil imamo, to je samo eno izmed. Torej, te osebe se počasih malo nagnjene k temu, da rade prevladajo drugi osebi ali da kar po domače rečem, včasih komandirajo. Tem osebam je včasih fajn postaviti mejo, te osebe pa tudi to mejo spoštujejo. Torej, število 1 ni slabo, ne me narobe razumeti. To so osebe, ki bodo zelo zaščitniške do tistih, ki jih imajo rade, ki jih bodo branile, ki se jim bodo postavile v bran in ki tudi bodo nekaj storile, zato da bodo pokazale, da jim do nekoga je. Seveda morda ne na najbolj romantičen način, po vsej verjetnosti od števila 1 ali 4 ne boste dobili plišastih medvedkov. So to osebe, ki so energične, ki so včasih zelo
tudi impulzivne, bom rekla. Torej, če imate opravka z nekom, ki ima število duše 1, pa se s to osebo ne razumete, potem si pomagajte s tem, da ste vi v svoji komunikaciji čim bolj jasni, čim bolj kratki, čim bolj jedrnati. Število 1 so osebe, ki so rade aktivne, so osebe, ki so rade v zagonu in pogonu. Torej, če imate vi število duše 1, vas nikakor ne bi osrečila oseba, ki je dolgočasna, oseba, ki je zelo izrazito neodločna, oseba, ki ne ve, kaj hoče, ki mečka, ki je danes tako, jutri drugače. To vas moti. Ljudje, ki ne vejo, kaj bi radi, ljudje, ki izrazito komplicirajo, nekako vas slej kot prej pričnejo motiti. V odnosih, v romantiki zelo spoštujete tiste, ki se podobno kot vi znajo postaviti za sebe. Če pa imate število duše 1, pa se ne prepoznate v tem opisu, se pravi, da se ne znate postaviti za sebe, pa se vprašajte, kje v otroštvu nekoč so vas prepričali, da morate druge postavljati na prvo mesto. Enka je tekmovalna. V ljubezni ni tekmovalnosti, seveda, da ne. Ampak, kadar ima občutek, da ni upoštevana, se lahko kasneje v ljubezenskih odnosih to odraža na način, da sebe podreja. Kar počne tudi dvojka. Torej, število duše 2 so osebe, ki se učijo razlikovati prilagajanja in podrejanja. Se pravi, malo drugače kot enke, so osebe, ki rade ugajajo, ki rade poskrbijo za druge, ki so zelo senzibilni, ki radi razumejo potrebe drugih. Če se pogovarjate z dvojko ali s trojko, vas sem prepričana, da vam bodo znali povedati najljubšo barvo, film, knjigo, čokolado oseb, ki jih imajo radi. Za dvojke, če imate vi število duše 2, vam polagam na srce, je pomembno, da oblikujete lastno mnenje, vse tiste neke navade in čudovitosti, ki so vam unikatne. Čudovit komunikator ste, zelo radi pričarate lepa presenečenja, lepe trenutke za ljudi, ki jih imate radi. Znova pa se bom vrnila k razlikovanju podrejanja in prilagajanja. Če ste vedno vi tisti, ki se trudi, obstaja tanka meja tega, da se bi temu lahko reklo celo izkoriščanje. Če imate opravka z nekom, ki ima število duše 2, pa se s to osebo ne razumete, upočasnite svojo komunikacijo. Bodite morda malo bolj taktni. Včasih smo preprosto preveč direktni ali prehitro, kar bombo spustimo na nekoga. Število duše 2 je nežno, je senzibilno in potrebuje včasih malo več časa, da resnično dojame, da ni napadeno, ampak da je potreben nek pogovor, neka prilagoditev. Vsekakor pa še enkrat, če imate število duše 2, ne se podrejati. Nekaj je, da se prilagodimo, da nekomu popestrimo dan, po drugi strani pa je prav, da vi tudi to sprejemate. Podobno velja tudi za število duše 3. Število duše 3 so osebe, ki so zelo, zelo izvirne. Vi in šestice pa resnično znate človeka zasuti s pozornostjo, s čudovitimi drobnimi pozornostmi, ki so včasih na drugi strani se vam lahko zdi nedobrodošle. To govorimo o osebah, ki so malo bolj resnobne, ki morda ne cenijo teh stvari na enak način kot vi. S čimer ni nič narobe, ljudje smo vsi med seboj različni. Torej, vi potrebujete partnerja, ki si bo želel vaše bližine, ki si bo želel vseh teh presenečenj, tudi čustvene intenzivnosti. Tiste osebe, ki imajo število 3 zelo, zelo prisotno, so osebe, ki se učijo čustvene zrelosti. Kar pomeni, da v določenih trenutkih se včasih lahko zdi, da se obnašajo kot 3 leta star otrok. S čimer tudi ni nič narobe. Vsi smo kdaj 3 leta star otrok. Torej, za vas je še posebej pomembno, da delate na notranjem otroku, da dajete sami sebi tisto čustveno varnost, ki ste jo kot otroček potrebovali in ki jo potrebujete tudi znotraj odnosa. Torej, partner, ki ga vi potrebujete, ni samo oseba, ki bo znala in cenila vaše pozornosti, vašo ustvarjalnost, vaš trud, ampak nekdo, ki bo cenila vas. Nekdo, ki bo vam dajal občutek čustvene varnosti. Če imate opravka z nekom, ki ima število duše 3, pa se vam zdi, da nikakor ne pridete do konca, se dajte zavedati, da te osebe imajo zelo, zelo bujno domišljijo. Torej,
Včasih je potrebno izluščiti ven iz komunikacije, kaj vam te osebe pravzaprav želijo povedati. Torej, ne preveč analizirati vsake besede posebej, ampak začutite celotno sporočilo. Včasih te osebe potrebujejo tudi kakšen dan ali dva, da se umirijo, da se njihova domišljija umiri in potem se z njimi lažje pogovoriti. Torej, če govorimo o neki zelo čustveno napeti situaciji, dajte tem osebam nekaj časa, da pridejo k sebi, da pridejo, bom rekla, v svojo lastno čustveno varnost. Torej, število duše 3, čudoviti romantiki ste, bodite obdani z osebami, ki to hvaležno sprejemajo. Število duše 4. Štirka vemo, da je malo bolj resnobno število. Kaj pa zdaj to pomeni v ljubezni? To pomeni, da zelo odgovorno stopate v odnose. To pomeni, da načeloma niste nagnjeni k flirtanju, niste nagnjeni k nekim avanturam, ki bi bile za vas brez pomena. Kar pomeni tudi, da vi in sedmice potrebujete nekaj več časa, da nekoga čustveno spustite blizu. Tudi sicer niste pristaš dramatičnega izražanja svojih čustev. Kajti, če ste nekomu povedali, da jih imate radi, pač vejo, da jih imate radi. In včasih, seveda, na drugi strani pa imamo lahko osebo, ki potrebuje več kot to. Torej, če imate na drugi strani osebo, ki potrebuje več pozornosti, mogoče tudi malo več drame, verjamem, da bo prihajalo do trenutkov, ko se bo te razlike poznale. Skomunicirajte, da pravzaprav ste čustveno stabilna oseba, ki pač, ko se odloči za nek odnos, ko nekaj čuti, to resnično čuti, kar pa ne pomeni, da čuti potrebo, da bi to vsak dan posebej znova izražal. Podobno velja tudi za sedmice. Če imate na drugi strani osebo, ki ima število duše 4, pa nekako v komunikaciji ne pridete skupaj, si pomagajte z dejstvi. Podobno velja tudi za sedmice. Torej, štirice so takšne, ko nekaj držijo v rokah, to obstaja, če nečesa ne držijo v rokah, niso čisto ziher, če bi vam verjele. Torej, dejstva, malo bolj, bom rekla, suhoparna komunikacija, včasih zelo dobrodošla. Vsi se včasih v preobilici podatkov, pridevnikov, odvisnikov, predolgih stavkih izgubimo. Torej, če imate na drugi strani štirko, vas bom opozorila še na nekaj. Te osebe znajo biti zelo trmaste. Kaj ne? Draga število duše 4, zelo ste vztrajne. Kaj se to pomeni v ljubezni? Velikokrat ostajate v odnosu, mnogo predolgo, zato, ker se vam zdi, da morate vztrajati. Zato, ker se vam zdi, da je to prav. In zato, ker je to poznano. Število 4 povezujemo z občutkom varnosti, ki ga mnogokrat v življenju zamenjujemo z občutkom navajenosti. Torej, za vas velja eno veliko opozorilo. Ne vztrajajte v odnosu samo zato, ker se vam zdi, da itak boljšega ni, itak ni tako slabo, itak je boljš biti tukaj, ka veste, kaj bo, če boste spoznavali nekoga drugega, je lahko še slabše. Ampak veste kaj? Lahko je tudi veliko bolje. Torej, drage štirice, ne vztrajajte predolgo, verjamem, da vam je v življenju že bilo žal, pa verjetno vam še kdaj bo. Naj bo popotnica današnje oddaje. Zaslužite si maksimalno srečo, če v dani situaciji se zavezujete bolečini samo zato, ker je poznana, to ni ta pravi občutek varnosti. No, povsem drugačne pa so osebe, ki imajo število duše 5. Petka simbolizira dinamiko, tujino, eksotiko. Jaz vedno poudarim, da 50 odtenkov sive niti slučajno na začetku tale petka ni postavljena. No, moja slovnica je pa malo škripnila, ampak take so petke. Petke so kot pačji mladički. Pričnejo govoriti eno, povejo nekaj drugega. Petke potrebujete dinamiko, potrebujete nekoga, ki je spontan, ki je strasten, ki je odprt drugačnosti, zato drugačnosti tudi vi ne obsojate, nekoga, ki je ognjevit. Če se v tem opisu ne prepoznate, se dajte vprašati, kako ste bili vzgojeni. Ali je bila vzgoja in vaša prva izkušnja z ljubeznijo in tem, kar vi dojemate kot partnerski odnos, morda, ne bom rekla starokopitna, ampak omejujoča, zelo drugačna temu, kdor vi ste. V mojem delu, ko delam z vami, ko delamo analize odnosa, ko vam svetujem, kakšne partnerje poiskati, kaj vas osrečuje in tako naprej, velikokrat namreč naletim na osebe s številom duše 5, ki se v temu ne prepoznajo, pa potem, ko nekaj časa ti coachingi trajajo, pridejo do tiste svoje bistvi ognja strasti.
Vse to je v vas. Drage moje petke, dovolite si danes biti vse to, kar morda nekoč, nekdaj, zaradi drugačnih situacij, okoliščin, omejitev niste mogli biti. Partner, ki ga vi potrebujete, seveda nekdo, ki je odprt, ki je spontan, ki je dinamičen, znova nek zapeč, kar za vas ne bi bil primeren. Absolutno počasih pravijo, da se nasprotja privlačijo zato, da en drugega balansirajo. V tem primeru pa, če imamo neko osebo, ki ima zelo močno prisotno petko, se pravi, da ima iz 5 osebnih števil petko prisotno kar 3-krat ali 4-krat, pa je to oseba, ki je resnično težko pri miru in tako osebo lahko nekoliko umiri nekdo, ki je malo bolj umirjen, ki se tudi izraža bolj počasi. Če imate na drugi strani nekoga s številom duše 5, s komer nikakor ne najdete skupnega jezika, poiščite način komunikacije, ki je morda bolj drzen, ne žaljiv, ampak drzen, bolj spontan, bolj odprt, bolj zabaven. Kajti komentar, ki ga velikokrat slišim od ljudi s številom 5 je, to je tako dolgočasno. Čeprav meni se zdi ful dobro, ampak ne. Torej, barvitost. Barvitost je tista, ki vam v komunikaciji z nekom, ki ima zelo močno petko, lahko zelo pomaga. Izziv števila duše 5, seveda je vse, kar je prepovedano in eksotično, kar pomeni tudi sami sebi priznati, kaj je tisto, kar vas v resnici privlači. Ste pa osebe, ki resnično čutno izkušate stvari, se pravi, vse tiste, ki jih imate v svoji okolici, nekako opominjate, hočeš ali nočeš, da življenje ni dolgočasno in da je prav, da se stvari poskusi in izkusi, kajti to ne pomeni, da če enkrat nekaj probamo, da moramo do konca življenja to ponavljati. To je ena taka velika lekcija in blagoslov vseh vas, ki imate število duše, ki ga dajete naprej drugim. Število duše 6. To pa so osebe, ki so romantične, ki verjamejo v romantiko, ki verjamejo vse te filmske prizore, najbolj romantične ideje. Ste čustveni, ste zelo predani družini, si želite družine, doma, domačnosti, karkoli to za vas pomeni. Seveda je včasih potem izziv najti partnera, ki bi bil temu lahko dorasel. Niso vsi podobno romantični, niso vsi podobno čustveni. Velik izziv, ki ga prinaša število duše, je seveda ljubezen do sebe. Velikokrat namreč zamenjujete ljubezen z neke vrste skorajda mučeništvom. S tem, da se odpovedujete za to, da je nekdo drug srečen. S tem, da sebe na nek način žrtvujete ali podrejate. Podobno velja tudi za dvojke, na nek način tudi za trojke. Torej, drage moje šestice, čudovite osebe ste. Če imate v svoji bližini nekoga, ki ne meni tako, ne menjavate sebe, ampak menjajte osebe v svoji bližini. Jaz rada poudarjam, kar velja za vsa števila, ne samo 6, okoli najlepših in največjih lučk včasih letajo tudi največje vešče. Kar preprosto pomeni, da smo si med seboj različni. Torej, vi ste čustveni, radi izražate svojo ljubezen in jo tudi potrebujete. In če je na drugi strani nekdo, ki je zelo nagnjen k manipuliranju, nekdo, ki je pravzaprav čustveni vampir, nekdo, ki je narcis, tu sreče ne boste našli. To poudarjam zato, kajti šestice ste tiste, ki verjamete, da bo vaša ljubezen rešila drugo osebo. Seveda ste zato idealna tarča čustvenih vampirjev. Ste naravnost največji božji milkshake, čokolada, sladoled, poslastica za nekoga, ki si želi vaše energije, kajti nek del vas se strinja s tem, da se boste vi žrtvovali za voljo ljubezni. In tukaj se potem običajno sklene, temu včasih rečemo dušni dogovori oziroma ti neki vzorci, ko vi trpite, druga oseba v temu uživa. Če ste se ujeli v tako zanko, najdite pomoč, berite knjige, pejte ven iz tega, tudi jaz vam lahko pri temu pomagam. Sicer pa, drage moje šestke, fantastični partneri ste in naj vas nihče ne prepriča v obratno. Če imate opravka z nekom, ki ima število duše 6, pa nikakor ne pridete do skupnega jezika, bolj umirjeno v komunikacijo, šestice so zelo čustvene, hitro ranljive, hitro jih lahko tudi kakšna izjava, ki z vaše strani morda niti ni bila mišljena negativno, prizadene. Torej tudi šestice potrebujemo včasih malo časa, da razumejo, da je bilo bistvo sporočila druge. Sicer pa, če želite šestico osrečiti, naredite nekaj sile romantičnega in ne bodo spale vsaj 3 dni. In število duše 7. Število duše 7, moram reči, da v klasični razlagi
mnogih knjig numerologije, ki sem jih prebrala, piše, da so čustveni puščavniki. Jaz osebno se s tem ne strinjam. Jaz mislim, da vsi tisti, ki imate število duše 7, ste osebe, ki le stežka spustite blizu, nimate potrebe po nekem teatralnem izražanju svoje ljubezni, tudi sicer nimate radi opravka z ljudmi, ki so izjemno teatralni, dramatični, cepetajo se, mečejo po tleh, izsiljujejo, resnično ne veste, kaj bi s tem počeli. Ste osebe, ki se radi usedete, razjasnite, pomenite, torej, kar nekaj časa traja, preden nekomu zaupate in preden se nekomu odprete. In tiste vaše najbolj intimne misli, vaše najbolj intimna čustva so običajno le vaša. Zato na drugi strani se lahko oseba počuti odrinjena. Zato na drugi strani oseba ne more vedeti, da ste vi njo ali njega pogrešali. Zato takrat, ko vi potrebujete svoj mir, svoj odmik, svoj čas zase, ki ga sigurno kot sedmica ga, je prav, da to skomunicirate. Torej, vi potrebujete partnerja, ki razume, da ko ste prizadeti, potrebujete svoj čas. Da greste veliko svojo jamo, da tam pretuhtate, preštudirate, zanalizirate in potem pridete ven in poveste, kaj čutite. Velikokrat v svetovanjih, v delu s pari se srečujem s primeri, ko seveda ena oseba potrebuje ta svoj čas, ki sem ga zdaj opisala, na drugi strani pa z najboljšimi nameni, seveda z nameni ljubezni in pomoči in sočutja druga oseba pritiska in želi pogovor. Torej, potrebno se je medsebojno razumeti. Dvojke, trojke, šestke potrebujejo bližino, potrebujejo komunikacijo, potrebujejo objem, potrebujejo si povedati, da se imajo radi. Sedmice ne velja, da ne čutijo istega, da ne čutijo ljubezni, ampak nimajo potrebe po tem, da bi se ponavljale še več, kadarkoli so prizadete, potrebujejo svoj umik. To ne pomeni, da vlečejo surlo ali da izsiljujejo, ampak enostavno potrebujejo svoj mir. Torej, jaz upam, da mogoče nam bo nekoga, ki ima število duše 7 v vaši bližini, tako lažje razumeti. Torej, če imate opravka s tako osebo, pa nikakor komunikacija ne steče, vrnite se k kratkim stavkom, k dejstvom, k argumentom. Število 7 je namreč število, ki želi poznati resnico, ki zelo ceni resnico. Torej, če se boste nekomu, ki ima število duše 7 zlagali, se lahko tega prijateljstva ali odnosa kar poslovite, kajti zaupali vam prav gotovo ne bodo še enkrat, bodo oprostili, zaupali pa ne. Torej, če imate problem, če govorimo o neki problematični komunikaciji z nekom s številom duše 7, umirjeno, z argumenti, skoraj da strokovno v pogovor, pa bo beseda lažje stekla. Število duše 8. Tudi število duše 8 je močno. Osmica vemo, da je močno število, da hitro manifestira, da je število, ki ga povezujemo tudi z egom, seveda tudi v ljubezni potem prinese s tem povezane lekcije. Torej, če imate število duše 8, pa govorimo o malo bolj nezreli varianti, prav? Pomeni, da se učite, da vaš partner ali vaša partnerka ni vaš služabnik, ni nekdo, ki more poskrbeti za vas, kar seveda velja tudi v drugi smeri, kar ne pomeni, da morate vi poskrbeti za njih. Torej, lahko pride do situacij, zdaj govorimo o ekstremnih situacijah, prosim, ne me razumeti, da so vsi številom duše 8 takšni, ko nekako menimo, da je naša odgovornost poskrbeti za drugo osebo in da nam s tem pritiče pravica odločati v imenu druge osebe. Vse to so izzivi ega, s katerimi se tudi sicer ne glede na to, kakšno je naše število duše v življenju, srečujemo. Morda nekoliko več, če imamo število duše, to pa je vse. Sicer so osebe s številom duše 8 odločne osebe, po sebi potrebujejo partnerja, ki je enako odločen, ki ima neko svojo vizijo tudi v življenju. Idealno bi bilo, recimo enka in osemka sta ekstremno kompatibilni ravno zaradi tega, kaj ti si ne želita 24 ur na dan držati za rokce, pa jamrati, pa druge upravljati, ampak si želite biti produktivni. Se pravi, tukaj govorimo o tako imenovanih power couplih, ki se najdejo na skupni podobni poti, zelo veliko ustvarjajo in jih pri tem povezuje tudi romantična ljubezen. Torej, 8, ki ste odločne, zato se vas preprosto včasih bojijo. Veste, kaj pravijo? Super je, če je nas partner močen, ampak včasih je potem težko, če se s tem partnerjem ne strinjamo. Torej, drage osmice, če nekdo meni, da ste za njih premočni, potem pravzaprav ni izguba ne vaša, ne njihova, ampak govorimo samo o tem, da potrebujete nekoga, ki je energijsko bolj močen, bolj nabit, veliko bolj aktiven.
Če imate opravka z nekom, ki ima število duše 8, pa nekako ne pridete do skupne ali vsaj podobne valovne dolžine, to pomeni, da nastopite bolj energično. Osmice nikakor ne spijo, podobno kot ne tudi enke, torej bolj energično povejte. Morda ste preveč mehki, morda ste preveč sramežljivi, morda ste preveč po domače povedano mlačni. Torej, če imate opravko z osmico, ki vas nikakor ne upošteva, se postavite za sebe, pa boste videli čudežni preobrat in zagotavljam vam, da boste sami nase zelo ponosni, če boste pri osemki, ki vas sicer ne upoštevala, dosegli, da vas sliši. Vsako število, kot smo rekli, ima tako pozitivne kot negativne tudi aspekte. Vsakim številom se nečesa naučimo. Število duše 8 nas vsekakor uči tega, da se moramo najprej mi postaviti za sebe, da bi nas tudi drugi jemali resno. In imamo še število duše 9. Tudi to število je zelo romantično, podobno kot 6. Nekatere teorije celo trdijo, da so vsi tisti, ki imajo število duše 9, ne bom rekla izmislili, ampak da so bili tisti pionirji teorije sorodnih duš, kajti iščejo povezave z globino. Iščejo tiste povezave, ki so ne samo pomembne, ampak imajo pomen. Se pravi, povezave s prejšnjimi življenji, povezave s prihodnjimi življenji, povezave, ki so resnično močne, globoke. Definitivno pa tudi ob tem pridejo pomembni izzivi. Eden izmed izzivov je to, da število 9 povezujemo s številom zdraviteljstva. Torej, bodite pozorni, da ste v svojih odnosih partner, prijatelj, ne terapevt, ne svetovalec, ne rešitelj sveta. Velika verjetnost je, da v vaši bližini, tako med prijatelji, kot med potencialnimi partnerji, kot med sodelavci, je kar nekaj oseb, katerim po večini svetujete, pomagate, razumete, ste do njih sočutni. To je super, to je the best, ampak v partnerskem odnosu bodite partner. Je že res, da ko smo z nekom 20, 30, 60 let, pridejo krize, pridejo temni dnevi, smo en drugemu opora, absolutno. Naj pa ne bo določen odnos takoj od začetka postavljen tako, da ste vi tisti, ki skrbi za zdravje, dobrobit in vse v življenju druge osebe, vi dobivate pa bolj malo. Vemo, da število 9 se uči ravno tega, sprejemanja zase. Torej, tudi v partnerskih odnosih bo to v ospredju. Če imate število duše 9, torej ne bodite vi vedno v vlogi rešitelja, podobno kot tudi šestice, ampak bodite v enakovredni vlogi svojemu partnerju. Če imate na drugi strani nekoga, ki ima število duše 9, pa nikakor beseda ne steče tako, kot bi si vi želeli, bolj sočutno, bolj čustveno v pogovor. Devetke včasih resnično, roko na srce, posplošujejo stvari, se pravi, vidijo široko sliko, pa mogoče drevo, liste, korenino ne. Torej, prijazno jim poskusite razložiti, kaj pa je tista majhna drobtinica, ki jo želite pokazati v veliki štruci kruha. Devetke so sicer čustvene, se pravi, lahko se odzovejo tudi zelo čustveno, če imajo občutek, da so one ali nekdo, ki jih imajo oni radi, napadene. Se pravi, previdno in kako bi se temu v modernih časih reče, politično korektno v komunikacijo. Če ste devetka, torej potrebujete nekoga, ki je sočuten, nekdo, ki je izrazito sebičen, nekdo, ki je izrazito samo poslovno usmerjen, dolgoročno vam ne bo prinesel sreče. Torej, učite se biti vi enakovredni svojemu partnerju in potem skupaj delati dobro za celoten svet pravzaprav. V temu ste devetke fantastične. To je bil pregled od 1 do 9. Še nekaj besed o kompatibilnosti. Prej sem že rekla, privlačijo nas nasprotja. Seveda, samo od nasprotij se lahko nečesa naučimo. Če vedno počnemo isto, se nikamor ne premaknemo, se ne spremenimo, se ne razvijamo. Zato včasih v življenju pridejo izkušnje, ki so zelo močne, mnogokrat boleče, zato da nas predramijo in naučijo. Ljubezenski odnosi, žal ali ne žal, so mnogokrat podoben primer. Kajti to, da se nas nekdo dotakne, je potrebno, da se nas predrami. In nekdo, ki bo švignil mimo nas, nekaj mimoidoči, se nas zagotovo ne bo. Zato tudi mnoge teorije trdijo, da sorodne duše, soulmates, naša duša dvojčica, je včasih tudi tista oseba, ki nas prizadene najbolj globoko v srce, v dno naše duše. Kajti le taka oseba, ki je naša duša dvojčica, ki je naša sorodna duša, se lahko dotakne teh globin naše duše.
Torej, če imate v svoji preteklosti nekoga, ki vas je zelo prizadel, zelo grdo izdal, kakorkoli prizadejal bolečino, dopustite možnost, da je šlo za dogovor dveh duš odprej. Mogoče bo lažje ne odobravati, mogoče tudi ne razumeti, ampak celiti rane, ki so v vašem srčku. Tudi to je pomembno. Mnogokrat gledamo naprej. Tisti, ki ste samski, vas zanima, kdaj bom spoznal tistega ta pravega, tisto ta pravo, kdaj pride pa zdaj ta punca, ki je zame rojena. Ali sva si usojena, ali sva za skupaj, ali bova skupaj, ali bova še kdaj skupaj. Vse to so vprašanja, katerih sem deležna jaz in verjamem, da se jih vsi kdaj sprašujemo. Ko smo tako zelo osredotočeni na prihodnost, naj nas nežno opomnim, da je pomembna tudi preteklost in da vsa ta razočaranja in te grenkobe absolutno nosimo s seboj in da dokler jih ne bomo pozdravili, bo en del nas, če tudi podzavestno, v dani odnos to vnašal. Nekdo, ki je bil prevaran, bo morda v naslednjem odnosu zelo nezaupljiv, ljubosumen, pozesiven, dokler tega dela ne bo pozdravil. To je tak najbolj klasičen primer. Jaz upam, da tale pregled od 1 do 9 vam je pomagal malo bolj razumeti vas, kaj vi potrebujete, osebe, katere se morda soočajo še z negativnimi aspekti tega števila, da vam bo to pomagalo pri komunikaciji z vašimi ljubimi ali malo manj ljubimi ljudmi v vašem življenju, predvsem pa pri temu, da boste imeli sebe radi na način, ki je za vas dober, kar pomeni tudi, da boste oblivali z ljubeznijo, sočutjem in razumevanjem vse tisto, kar vas pri sebi moti, in se spomnili, da včasih tisto, kar vas pri vas moti, je tisto, kar je pri nekom, ki vas pogleduje z druge strani sobe, najbolj privlačno. Kolikokrat spoznamo nekoga, ki ima pegice, pa to osebo pegice motijo, ali pa ima postrani nos, ali pa malo škili. In to osebo običajno to zelo moti, ampak kaj niso te osebe včasih ravno zato tako zelo simpatični in se nam kar malo prirasejo k srcu. Torej vse tisto, kar morda vas pri vas moti, je pa morda tisti čudežni, drobni klicaj, ki bo nekoga, ki bo vas imel točno takšne, kot ste, rad priklical. Če je bilo tole premalo, kot vedno vabljeni tudi na mojo spletno stran www.lili-urus.com, kjer imate tudi virtualne karte, katere lahko vprašate, kaj se vam obeta v ljubezni. Te lahko dobite tudi v trgovini Plejza app. In tudi sicer se vidimo kmalu. Jaz vam želim en lep večer naprej, veliko ljubezni do sebe in do drugih.